Prvič, ko sem videl fingerboard, sem bil star 7,5 let. Velikokrat delam pri domači nalogi, zaradi tega, ker sem tako malo vmesna, recimo, ko se kakšen enačba za račun, se ne spomnim, na hitro tako malo pogruntam, mislim, pač prstki delajo, pa tako, da sem skozi ogreti, no. En dober mesec sem skozi treniral, pa sem rekel, zakaj ne, pa bi naredil svoj prvi park. Sem začel delati parke, potem pa še rolke. Je pri obeh ful veliko spretnosti, ampak park delam dlje časa, v rolkah moram biti zelo natančen in tako, če kaj gre narobe, se lahko hitro opazi. Tale fingerboard rolka je samo pač manjša replika, ta prave. Če se znaš ful z lesom ukvarjati, pa če znaš dobro nekaj rezati, v bistvu ti lahko ful hitro pride, ampak jaz sem začel rezati tako najbolj amatersko, in pol sem vedno nadgrajeval svoje stvari. Pri babi smo v bistvu imeli že ta les in pol moj ded je pa tudi malo večji mojster in je imel tudi neke žage, pa je bolj pomagal. Tudi na YouTubeu sem nekaj pogledal. Fingerboard je definitivno vplivalo na moje življenje, sploh zdaj, ko sem izbral, da grem na srednjo lesarsko. In v prihodnosti bom verjetno tudi delal še vedno fingerboarde, če bodo še v modi. Drugače bom pa delal tudi pač vse razne borde, skateboarde do pač teh vodnih bordov. Ja, najboljši feeling je, ko pa če spomnim novo rolkico, ko sem zdaj naredil, ki je v bistvu perfektna, da grem na nov skatepark, ko sem ga naredil, in to je v bistvu najboljši feeling.